jutrišnji obisk predsednika Ruske federacije, gospoda Vladimira Putina v Sloveniji, bo očitno večplasten. Na to kažejo poročanja tako slovenskih kot tudi ruskih medijev. Ko smo na odboru za zunanjo politiko spraševali o programu oziroma scenariju obiska, so nam predstavniki našega ministrstva za zunanje zadeve odgovorili, da o programu obiska iz varnostnih razlogov poslancem pač ne morejo odgovarjati. Ko govorimo o večplastnosti obiska, se seveda nikakor ne moremo izogniti politični dimenziji Putinovega obiska v Sloveniji. Prav politična dimenzija Putinovega obiska pa odpira kar nekaj pomislekov, hkrati pa daje dobro izhodišče za razmislek o trenutnem položaju Slovenije v svetu. Tudi v luči izvajanja lani sprejete deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije in o sprejetem strateškem dokumentu. Nova Slovenija, krščanski demokrati, smo v svojih izjavah večkrat izražali naša pričakovanja, da bi bil Putinov obisk v Sloveniji izključno pietetno komemorativne narave. Čeprav smo ves čas vedeli, da bo kontroverzni častni gost, kot je trenutni ruski predsednik, obisk prvenstveno izkoristil za demonstracijo svojega vpliva v državi, ki je članica Evropske unije, ki je članica Zveze NATO. Putinov ta trenutek izjemno ustreza, da je v osrčju Evrope dobil oder, s katerega bo urbi et orbi, Bruslju in Washingtonu, sporočil, kako krhka in neenotna Evropska unija, da se ne zmeni za to, če so se pripadniki slovenske vojske v okviru sil NATO znašli ob ruski meji, predvsem pa, da bo sporočil, da je Putin velik. Mi v Novi Sloveniji se s Putinovo kvazi demokracijo preprosto ne moremo strinjati. Ali bo o pietetni svečanosti na Vršiču, o poklonu žrtvam snežnega plazu marca leta 1916, tudi priložnost za iskreni razmislek o smrti in o nesmiselnem vojnem nasilju, ki so ga v razsežnosti kar 2 svetovnih vojn in stotinah lokalnih sproducirale glave državnih voditeljev brez človeške duše? Ali bodo govorniki jutri spet ponovili nikoli več vojne? Ali bo jutrišnja pietetna slovesnost poglobila občutljivost za človeka in dogovorila našo skupno prihodnost, kot je v vabilu ruskemu predsedniku zapisal slovenski gostitelj? Na ta vprašanja bomo dobili odgovore šele jutri. Bolj kot odgovori pa so seveda za nas pomembna dejanja, ker ni dobro, če eno govorimo, delamo pa povsem drugo. To še posebej velja za voditelje držav. Ob jutrišnjem obisku Putina v Sloveniji imam pred očmi tragedije družin in posameznikov. Tragedije, ki se dogajajo v Ukrajini. Zaradi ruske agresije na suvereno državo Ukrajino. Ukrajina je zelo blizu, je naša druga sosednja država, vmes je samo Madžarska. Zelo blizu Slovenije je torej oborožen konflikt. Pred očmi imam 1.800.000 notranje razseljenih oseb iz Krima in Donbasa, 20.000 ranjenih od začetka ruske agresije na Donbas, 10.000 pobitih po poročanju mednarodnih organizacij, 2.800 mrtvih ukrajinskih vojakov od začetka agresije, 474 kršitev premirja se strani ruskih agresorjev samo v tednu od 15. do 21. julija, kot poroča Ministrstvo za obrambo Ukrajine. Zaradi vsega tega je Evropska unija, tokrat pa enotno, sprejela sankcije proti Ruski federaciji. Ali bodo slovenski gostitelji jutri toliko samozavestni, da bodo gostu postavljali tudi neprijetna vprašanja? Pričakujemo, da bodo slovenski gostitelji jutri častnemu gostu predstavili naše vrednote slovenske zunanje politike in naš, torej evropski pogled na miroljubno prihodnost v Evropi in v svetu, sožitje med narodi in čas brez vojn. Če smo že pri
pietetnih dogodkih in slavnostnem odkritju še enega spomenika padlim ruskim vojakom na Žalah, ter pri osnovni civilizacijski normi pravici do groba, nas, krščanske demokrate, čudi, da slovenska oblast ni pri ruski strani o pogovorih za postavitev spomenika na Žalah odprla vprašanje možnosti odkritja spomenika v Moskvi vsem padlim slovenskim fantom in možem v obeh svetovnih vojnah na ruskih tleh. Gre za načelo reciprocitete in če res gre za pristne prijateljske odnose med državama, potem 70 let po drugi svetovni vojni najbrž ruska oblast razume, da so slovenski fantje in možje bili v času druge svetovne vojne prisilno mobilizirani. Poslansko pobudo za pogovore v tej smeri z ruskimi oblastmi sem danes naslovil na slovensko vlado. Uvodoma sem omenjal, da jutrišnji Putinov obisk daje iztočnico za razmislek o položaju Slovenije v svetu. Najprej bi rad spomnil, da je Državni zbor 10. julija lani sprejel deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije. Na podlagi deklaracije je vlada sprejela strateški dokument. Na podlagi zelo jasne referendumske odločitve državljank in državljanov smo v deklaraciji zapisali, da predstavlja članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji naš temeljni vrednostni in politični okvir za zagotavljanje blaginje in temeljnih pravic. Članstvo v NATO pa predstavlja naš temeljni okvir za zagotavljanje nacionalne varnosti. Občutek je, pa ne samo ob jutrišnjem obisku predsednika Ruske federacije v Sloveniji, da Slovenija v svoji zunanji politiki ne drži svoje jasne linije, ampak s svojimi, včasih tudi nepremišljenimi, solističnimi potezami krši pravila igre, ki so jasno dogovorjena v zavezništvo NATO in v Evropski uniji, s tem pa seveda škodi predvsem lastnim interesom. Evropska unija in NATO smo države, ki nas združujejo skupne vrednote. Spoštujemo ustanovno listino Združenih narodov, ki govori o spoštovanju ozemeljske celovitosti in politične neodvisnosti vsake države. Še več, Slovenija kot članica Evropske unije bo morala spoštovati tudi pred kratkim objavljeno globalno strategijo za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije. V tem dokumentu, v poglavju Evropska varnostna ureditev, med drugim piše, citiram: Mir in stabilnost v Evropi pa nista več samoumevna. Rusko kršenje mednarodnega prava in destabilizacija Ukrajine poleg dolgotrajnih konfliktov v širši črnomorski regiji pomenita izziv prav za osrčje evropske varnostne ureditve. Evropska unija bo ostala enotna pri uveljavljanju mednarodnega prava, demokracije, človekovih pravic, sodelovanja in pravice vsake države, da si svobodno izbere lastno prihodnost. Upravljanje odnosov z Rusijo je ključen strateški izziv. Usklajen in enoten pristop mora ostati temelj politike Evropske unije do Rusije. Bistvene spremembe v odnosih med Evropsko unijo in Rusijo temeljijo na doslednem spoštovanju mednarodnega prava in načel evropske varnostne ureditve, vključno s Helsinško sklepno listino in Pariško listino, da bomo priznali ruske nezakonite priključitve Krima in sprejeli destabilizacije vzhodne Ukrajine. Ukrepili bomo Evropsko unijo, izboljšali odpornost naših vzhodnih sosed in podprli njihovo pravico, da svobodno določijo svoj pristop do Evropske unije. Obenem pa sta Evropska unija in Rusija neodvisni. Zato bomo Rusijo pritegnili k razpravi o nesoglasjih in z njo sodelovali, če in ko se bodo naši interesi prekrivali. Konec citata. Na koncu se želim dotakniti še prometne ureditve.
ki bo jutri v Sloveniji, kot jo napovedujejo slovenske oblasti. Razumemo seveda, da je ruski predsednik izjemno pomembna varovana oseba. Zaprti obe smeri avtoceste pa kaže, to dejstvo pa dejansko kaže na to, da ruski varnostni organi preprosto nimajo polnega zaupanja do slovenskih varnostnih organov. Zdi se, da je bilo zaprtje celotne gorenjske avtoceste zahtevano od ruskih varnostnih organov. Dovolj bi po naši oceni bilo, da bi bila zaprta avtocesta samo v tisti smeri, v kateri se bo vozil gospod Putin. Razen seveda, če imajo naši varnostni organi zanesljive informacije o načrtovanih napadih, ampak upamo, da do tega seveda ne bo prišlo. Tukaj seveda imamo mi v Novi Sloveniji v mislih tudi naše izvoznike, kot veste, so v glavnem proliferacije blaga na izvozne trge v glavnem ob koncu tedna in tukaj se bo gotovo naredila neka gospodarska škoda. Prav tako pa niti ne želim izgubljati besed, kakšno bo razpoloženje med turisti, ki enostavno prečijo Slovenijo. Ne bodo se jezili na gospoda Putina, jezili se bodo na Republiko Slovenijo. In še čisto za konec, seveda se pojavlja vprašanje, ali se bodo lahko Gorenjci odpravili na nek družinski sprehod, ali bodo lahko Gorenjci na sprehod pelali svojega hišnega ljubljenca, svojega psa, ali bodo lahko Gorenjci odpirali okna svojih hiš in stanovanj in tako naprej. Mislimo, da tukaj gre za pretirane varnostne ukrepe in na nek način bo jutri Slovenija paralizirana. Žal. Želim vas obvestiti še o tem, da sem od predsednika republike, gospoda Boruta Pahorja, dobil povabilo, da se udeležim komemoracije pri Ruski kapelici. To vabilo sem sprejel in se predsedniku zahvaljujem. Udeležil se bom te pietetne komemorativne slovesnosti pri Ruski kapelici, za tistim pa se bom takoj odpravil proti Ljubljani oziroma v svoj volilni okraj. Ostala vabila pa sem odklonil.